Profesor dr. Mladen Dolar, z velikim veseljem vas pozdravljam na Valu 202. Ja, najlepša hvala za vabilo. Seveda se pogovor, tako kot filozofija, lahko začne kjerkoli in smo recimo tukaj pogojno svobodni, ampak vseeno bi po premisleku začela mogoče z globalnimi vprašanji, pa pravzaprav z neko težko besedo s težo, ki pa smo jo zelo hitro nekako posvojili, se navadili, da je del našega vsakdana. Namreč vojna v Ukrajini vas zelo skrbi? Ja, seveda me zelo skrbi. Tudi ta potek dogodkov kaže, da bo vojna trajala. Ja, gledajte, to, kar opredeljuje sedanji trenutek, se mi zdi, da je neko kopičenje kriz. Krize so nas začele prehitevati. In zdi se mi, da res živimo v času koncentracije nekega apokaliptičnega stanja, nekega stanja, ki je bilo zelo zaskrbljujoče, malo katastrofalno že predtem. In na to so se nacepili dve mega, ogromni globalni krizi. Žalostna stran te vojne, učinkov te vojne, ta trenutek se mi zdi najprej ta, da je bila Evropa potisnjena v objem Amerike, da smo se vrnili pravzaprav v neko hladno vojno retoriko. In da imamo spet en imperializem ameriški, drugi imperializem ruski, da smo postavljeni ta dva mlinska kamna. To, da se Švedska in Finska pridružujeta NATO, me ne more navdajati z veseljem. Ker pogledajte, če pogledamo mega globalno, imamo na eni strani ameriški imperializem, imamo ruski imperializem, imamo Kitajsko. Edina politična šansa preživetja je Evropa. Spravi, krepitev Evrope in tega, čemur se reče evropske vrednote. Samo znotraj tega lahko preživimo. In zdaj se reče, evropske vrednote se branijo v Ukrajini, ker je na nek način res, ampak hkrati poenostavlja situacijo, ker s tem rečemo, ok, tle smo mi civilizirana Evropa, tam so pa zdaj ruske horde, avtoritarne. Resnica je bolj zapletena, namreč da se politične ločnice tečejo znotraj enega in drugega. Tisto, kar je izjemno pomembno, je politična ločnica, ki teče znotraj Rusije. Ker eden od velikih žrtev te vojne je konec koncev rusko ljudstvo. Vsi moji ruski prijatelji vsak dan tako rekoč tvegajo zapor. In krepitev, podpora tej ruski notranji opoziciji je ključnega pomena za to, da se bodo stvari na nek dolgi rok sploh lahko začele razreševati. In na drugi strani fronta teče tudi znotraj Evrope. Katera je Evropa? A Orbanova Evropa, a Evropa Moravieckega, za katere evropske vrednote se borimo? Ti so ljudje, ki ravno tako spodkopavajo evropske vrednote in recimo ta naša prejšnja vlada, ki je tako navdušeno krepko podprla Ukrajino zoper Rusijo, ker je edino prav, je bila pripravljena voditi putinsko politiko do javnih medijev v Sloveniji. Tukaj se merijo evropske vrednote. To so politične vprašanja, ki jih treba reševati. In tudi samo dejstvo, da zdi se mi žalostno, da Evropa pravzaprav nikoli ni poskrbela za svoj obrambni sistem. Takrat, ko pride do krize, se enostavno vržemo v objem NATO. In velika težava tega trenutka je, da pravzaprav nihče nima izhodne strategije. Nihče ne ve, kako stvar sploh pripeljati do neke rešitve. Ja, niso dobri obeti. Ja. Res pa je, v vojni je treba zauzeti stran, tukaj ni nevtralne pozicije. Absolutno. Potem, ko zavzamemo stran, ki je to zavzemanje strani popolnoma enoznačno, pa je treba povedati tudi kakšne kritične račun Ukrajine, ukrajinskega nacionalizma, tega, kako so obravnavali oni sami Donbas in bi lahko reševali problem, dokler je bilo čas ga rešiti. Skrajno desne tendence znotraj Ukrajine, tudi kaj je treba reči kritičnega v ukrajinski strani. Ampak šele potem, ko smo absolutno enoznačno zavzeli stališče do te vojne. Tukaj je Rusija agresor in tukaj ni nobenega kompromisa. Ja, sicer pa smo imeli tudi, kako bi rekla, nek trening tega zauzemanja strani, tako pogojno rečeno v času covida, Ne želim reči, da je bilo to obdobje vojne, ampak je pa bilo obdobje izrednih razmer. 2 leti izrednih razmer. Vi ste večkrat poudarili, da je epidemija bila nekako povečevalno steklo na vse antagonizme, ki so bili že prej v družbi, na vsa protislovja. Zdaj, čez noč je ta vojna končala COVID. Čeprav vprašanje, tudi če COVID-a ni več, bolezen ostaja tak, ki smo jo videli morda, če smo jo videli čez povečevalno steklo. Takoj se je začel širiti vic, da Putin zasluži Nobelovo nagrado za medicino, ker je v enem dnevu pozdravil COVID, moj COVID je zginil, nehal biti problem. Jaz mislim, da zdaj
ko je pač ta covidna kriza pojenjala in smo se vsi nenadoma začeli delati, kot da se ni nič zares zgodil in bi radi čim prej pozabili, mislim, da je treba vztrajati na 3 stvareh. Prva stvar je, ta kriza potencialno ni minila. Ne vemo, kaj nas čaka jeseni. Eden od dobrih obetov te vlade je, da so takoj v prvo vrsto ukrepov postavili pripravo na to, kar nas utegne čakati jeseni. In če nas je kaj naučila ta kriza, ampak človeštvo se nikoli ne nauči nič. Hegel je enkrat rekel, Hegel, moj veliki učitelj, je enkrat rekel, da pač iz zgodovine se ne moremo ničesar naučiti, razen tega, da se iz zgodovine ne moremo ničesar naučiti. Ne. Če nas je kaj naučila ta kriza, je to, kako krhka so naše življenje, kako hitro je izpostavljena kontingenci, popolni kontingenci in pri globalni povezanosti sveta se bodo te pandemije nadaljevale. To moramo imeti nenehno pred očmi. Druga stvar, ki sledi iz te krize, je to, kar ste omenili. Sem večkrat govoril o tem, da covidna kriza je pač povečevalno steklo, ker smo videli ne to, da smo vsi na istem čovnu, kako zelo nismo vsi na istem čovnu, kako zelo so prišle na dan ogromni antagonizmi, razlike v socialnem statusu, v premoženju, razlike med moškimi in ženskami, razlike med mladimi in starimi. Stari so res prišlo do genocida starejših v enem trenutku v teh domovih za starejše občane. In isto velja za prekariat, tudi prekarci so konec koncev tisti, ki so potegnili najbolj takrat, ko v takšni zaostreni krizi izrednih razmer in migranti. In tudi glede prekariata zdaj obstoji vsaj na papirju, vsaj kot proklamacija odprava prekariata. Hvala Bogu, da je kakšna vlada dala to na počakamo, zadržujemo dih, ne bomo nobenega hvalili predčasno, ampak vsaj neke točke so postavili na dnevni red, ki bi realno spremenile stvari. Ja, verjetno je pomembna že artikulacija tega. Potrebna je že vsaj artikulacija tega, da pač obstajajo neke prioritete in vsaj nekatere teh bolezni, ki so prišle na dan ob covidu, ob tej pandemiji, smo začeli mogoče razmišljati o tem, da bi jih kazalo zdraviti. In tretja poanta, ki sledi iz covida, je, da vidite, da glede na to, da nam te pandemije še utegnejo groziti, da smo tako izpostavljeni, ogroženi, tisto, kar rešuje, kar hrbtenica reševanja je javno zdravstvo. To je poanta, ki bi morala enoznačno potegniti vse vlade. Ob vsej teh idejah o privatizaciji, ki bo odrešila čakalne vrste, tegobe, ne vem kaj. Mislim, pokazalo se, kako močna je vloga države pri teh izrednih razmerah. Seveda. Ampak če za trenutek, preden spregovoriva tudi v javnem sektorju, grem nekako na pozicijo posameznika. Rekli ste večkrat, zelo ganljiv mi je bil vaš govor, ko ste z neko pretanjeno, ne pretirano ponižnostjo spregovorili na kongresu medicinskih sester in babic. Ja. Mislim, da lani. Maja. Solidarnost ste počrtali. Obenem pa na ravni posameznika tudi večkrat drugje tudi izpostavili malodušje in utrujenost ter ta gnev, ki se je nabral. Zdaj to, ko smo rekli, delamo se, kot da se nič ni zgodilo, ta gnev in malodušje, to se v nekaj bosta prevedla. Ne vem, pomislila sem tudi na Marka Fischerja, ki je že nedavno je šla pri Maski, njegova knjiga Kapitalistični realizem, zelo poučno branje. Te družbene posledice se zelo prevajajo na posameznika. Ne? Ja, moja osnovna teza je, da pač 40 let neoliberalizma ima zelo velike posledice na posamezniku in kažejo se na 2 nasprotna načina, kot presežek depresije in kot presežek gneva. Eno z drugim, mislim, da je eno hrbtna stran drugega. Ker tudi depresija je nek navznoter obrnjen gnev, ki paralizira, ne onemogoča. In če ste imeli Marka Fischerja, skonto je človek končal s samomorom zaradi kronične depresije. Ne? In zdi se mi, da sta ti 2 reakciji, da ste se nakopičili v tako zelo velikih količinah, da ste dejansko eksplozivni. To je tisto, kar resnično vzbuja strah. Že sam neoliberalizem, pa kriza 2008, pa te ekscesi 2016, desni populizem in tako naprej. Desni populizem je bil ravno nek način, kako kanalizirati ta gnev. Kako uporabiti ta gnev in ga kanalizirati, ampak kanalizirati za antipolitiko, ne za politiko. To je vedno hujskaški diskurs. V koga bomo usmerili ta gnev? V nekega krivca. Našli bomo nekega kvazi krivca. Gledajte, migranti. Ma kakšni migranti? Mislim, 300-400 migrantov smo imeli v Sloveniji in to je nastalo kot... To se postavlja kot problem naše nacionalne identitete, ki nas bodo zdaj pohrustali. Ne. In tukaj notebene, da rečemo ob tem, ena od strašnih stvari, ki so se zgodile po ukrajinski vojni,
je ta spremenjen odnos do migrantov, do beguncev. To, da smo leta poslušali diskurs o tem, kako nas ogroža in kako bomo postavljali žičnate ograje, da bi držali ven. Zdaj pa nenadoma v dveh mesecih po ukrajinski vojni bilo več migrantov kot vsega skupaj, kar je takrat prišlo 2015, vsega iz sirske vojne in tako naprej. Ne. Ta absolutna diskriminacija, ta absolutna selekcija, to kaže na neko globok rasizem krščanske Evrope, globok rasizem. A je Kristus zdaj rekel, ljubi svojega bližnjega samo, če ti je podoben. Če ti pa ni podoben, pa postavi žične ograje. Tukaj je preizkus. Ne? In nota bene, ti migranti iz Sirije ravno tako bežijo pred Putinovimi bombami kot ukrajinski. Putin je zbombardiral, zravnal zemljo, Alepo, ogromno mesto. Bežijo pred Putinovimi bombami. Ene bi sprejeli, eni se nam pa zdijo, da so iz druge kulture ali kaj. Da to pa niso naš problem, ker pripadajo nekemu drugemu svetu, našemu svetu pripadajo ta istemu, ki ga ogroža ta isti Putin. Pa mi sami smo sodelovali pri začetku iraške vojne. Mi sami smo prispevali k temu, da se cela regija destabilizirala in posledica te totalne destabilizacije, politične destabilizacije, bil in ISIS in potem sirska vojna in milijonske migracije v Evropo. Tudi Slovenija, kar majčkano, ampak smo simbolno za najbolj sramotnim dokumentom, ki smo ga kdaj podpisali, samostojna Slovenija z Vilniuško deklaracijo. Smo se priključili tej noriji. Res kaže na neko skoraj hinavstvo tega humanizma v Evropi. Absolutno. Neko lepodušno, absolutno. Človeško sočutje pravzaprav. Ja. Omenili ste veliko kriz, pomislili sem, da bi šli lahko še nazaj, do 2001, 11. septembra, ali pa morda celo 80. Ampak ob vseh teh krizah je pa še ena kriza, ki bo ne samo seštela vse te krize, ampak jih namnožila, namreč podnebna kriza, do katere se pa obnašamo, kot da ni nikoli na vrsti, pa se nam pravzaprav že trenutno dogaja. Ne. Glede na to, kako se spopadamo s temi krizami, težko, da bomo našli solidarnostni rešitev ali pa nek skupen odgovor na podnebno krizo, ki se jo pa drugače kot skupnim odgovorom sploh ne da reševati. Ja, gledajte, podnebna kriza se res sešteva in prihaja do nestrašne akceleracije. Že na vsakodnevni ravni pa mi smo še malo izpostavljeni. Nenadoma poplave, suše, ujme, mislim, to se je tako namnožilo, res podesetirilo primeri za situacijo pred 20-30 leti. Ne. In račun bo zelo hitro prišel do vsakega. Na različnih regijah sveta različno in prišlo bo do migracij, do enormnih migracij. In eden od velikih nadaljnih zaskrbljujočih momentov, ki definirajo pač ta čas, je vprašanje vednosti in tega, kaj iz vednosti sledi. Ker glede klimatske krize je znanost popolnoma jasna. Dejstva so kristalno jasna. Vsi to vemo, ampak vsi rečemo, saj vem pa vendar. Ne. Vemo pa ne delujemo. Ja, vemo pa ne delujemo. Ne. To, kar je bilo reklo v avstro-ogrski situaciji, je katastrofalna, ni pa še resna. Ne. In obnašamo se skozi tako, situacija katastrofalna, ni pa še resna, ne bi zdaj. Ne. Ta težava s preskrbo z energenti iz Rusije, ki je enormna in ki bomo zelo težko nadomestili, ne, je vendarle sprožila neke ideje o tem, da mora priti do nekega tako velikega zunanjega rokarja, da bi dejansko storili vsaj nekaj velikih korakov v smeri zelene energije. Ta odvisnost od ruskega plina in ruske nafte mogoče ne rešuje tako, da bomo kupili dražjo ameriško nafto, pa dražji ameriški plin, veliko dražji, ampak da bi mogoče ta denar lahko investirali v zeleno prenovo. In to je neka neverjetna stranska kontingentna, perverzno pravzaprav, res perverzno, da je moralo do tega priti, da smo končno neki pripravljeni, ne mara, bomo videli. Ne mara pripravljeni vsaj nekaj ukrepati. Ja, veliko upanja sva položila v prihodnost. Ja, to je neka taka malo stranska. Ja. Če se ustavim pri vlogi znanosti, vi že od leta 82 ste na fakulteti. Ja. Na lastne oči ste spremljali, kako se je v teh 40 letih tudi univerza spreminjala, njena vloga, konec koncev tudi kako se je vklapljala v neke tržne mehanizme, kako se je reformirala, zelo odmevna je bolonska reforma. Kako ste to opazovali? Ne vem, je univerza v teh pogojih, kot trenutno deluje, še tista, ki zaseda prostor vednosti v družbi? Najprej bi se vrnil za korak nazaj.
pa bom se vrnil potem k univerzi, no, pa če dam nek gledajte, popularen in drastičen primer, film Don't Look Up, ki se mi zdi, da je res tako godsend. No, mislim, je pač res v pravem trenutku in na prav način, skozi zelo bridko satiro, humor, konec koncev komedija, ne, drastično pokazal, kako imamo vsi vednost, pa nihče ni pripravljen ukrepati, kako je mogoče utajiti samo vednost. Alenka Zupančič pisala nekaj dobrih tekstov o tem, tudi ob tem filmu in tako naprej. In tam v nekem trenutku se mi zdi, da uporabi termin, ki se mi zdi zares dober, namreč zarota brez teorije zarote. Ker pogledajte, pride do tega spoznanja, da bo komet treščil zemljo in tako naprej in potem pride do česa. Ti liberalni mediji, ala CNN, konec koncev ne govorimo o nekih desnih, ne vem kaj, ampak ala CNN se obnašajo, kot da ni nič. Politika se začne obnašati, kot da ni nič. In to liberalna in desna politika. Ena od genialnih stvari v filmu je, da ta Meryl Streep, ki je predsednica Amerike, je natančna kombinacija Hillary Clinton in Trumpa. V tem pogledu Hillary Clinton in Trump nista daleč, govorita ta isti tip diskurza je vendarle zadaj. Ne predsenjevati razlike med njima. Ne. Tako kot Mark Rylance tam združuje Ilona Muska pa Billa Gatesa pa, Bezosa pa vse, pa Steva Jobsa. No. In ta ideja zarote brez teorije zarote, mislim, vse teorije zarote mislijo se nekaj globokega zadaj, obstaja nek mastermind, obstaja nek masterplot, ki se nekaj zadaj skriva. Stvar je hujša. Stvar je popolnoma na površini. Oni začnejo usklajeno delovati proti tej vednosti znanstveni, ne da bi se kaj dogovorili, ne da bi zdaj zadnji nekdo vlekel niti pa rekel, zdaj pa to naredite. Mislim, vse teorije zarote so vedno zgrešene, mislim, ker imajo pač napačno strukturo, sploh po strukturi so zgrešene. Sploh ni zavese. In tukaj ni zavese, ne? Mislim, vse je na površini, vidite, vse je na površini, vsi sodelujejo, vsi so kompanjoni v tem, kako bi preprečili, zminimizirali ali profitirali iz tega, ne? Nenadoma, od biznisa do politike, do medijev, vsi so v navezi. In to se mi zdi, da je nek koncept, ki vodi daleč, ki je zanimiv koncept. To sem dobro. To je zelo dobro, ker pravzaprav te posamezniki se sploh ne zavedajo niti, da so del, mislim, če vesoljci gledajo to, kar se dogaja, rečejo, pa se tukaj nekdo vleče, mi pa ne vidimo, ne? Mi smo pa slepi in delujemo v tem. Ja, neka slepota, ki je veliko hujša od tega, da bi nekdo zadnji vlekel niti. Ne? Ta povezana, sodelujoča slepota, pokrivanje različnih slepot, ki začnejo sodelovati. Kako razbiti ta konsens, spontani konsens, ne? Morda je pa to v človeku, ne? Da noče videti. To, da se skušamo zaslepiti, kolikor daleč je možno. Ja, ta capacity for self-delusion, ne? Mislim, zmožnost samo zaslepitve. Poglejte tisto krizo leta 2008. Mislim, če berete zdaj za nazaj knjige, ne moreš verjeti, kako za osnovnošolsko matematiko bi lahko vsak zračunal, kdaj bo prišlo do zloma. Pa tistih par ljudi, ki je to naredilo, osnovnošolske račune, ne, so jih imeli za neke norce, neke osamelce. Čisto vsi so se bili pripravljeni do zadnjega trenutka slepiti, da bodo šli profiti in ves ta balon, da se bo samo širil ta balon, da bo vsi ti... Neko magično mišljenje. Pri najboljših svetovnih ekonomistih ni enega ekonomista, ki bi napovedal, da se bo to zgodilo. No, tisti eden. Vsaka čast. Ne. Kaj? To je spet zarota, brez teorije zarote, ne? Spontano podpiranje v samo zaslepitvi in če mislimo, če so zaslepljeni drugi, vse bolj jaz ne morem biti zaslepljen. Vse to je splošno. Zaslepitev je splošno. Ne? Mislim, to je pač eden od, zvrtimo film toliko nazaj, ampak zdaj začela sva z okoljsko krizo, mislim, da glede okoljske krize imamo neko podobno situacijo. Z osnovnošolsko matematiko si mogoče izračunati, kaj se bo zgodilo. Točno to, ne. To me spomni preprosto tisto pravljico, ne, ko nekdo mora reči, da je cesar nag, ne. Nagih cesarjev se veliko sprehaja okrog, pa pač kdo lahko reče, da je nag? Jaz mislim, če ste že dali to prispodobo, se mi zdi, da eno stvari, ki se je zgodila z tem, recimo, obratom v desni populizem in res Trump tle reprezentira pač nek cel trend. Ne? Z malo ga lahko pišemo. Ne? Ja, v osnovi pride na dan neka obscena plat oblasti. Mislim, Trump se obnaša obsceno, primeri za tem, kako so se obnašali ameriški predsedniki. In problem je v tem, da bolj ko pride vsa umazana plat na dan, še naprej vse deluje. Če ste prej rekli, cesar je nag. Paradoks je v tem, da Trump govori, evo, gledajte, nag sem. Jaz sem nag. Ne?
ampak to ne zruši njegove karizme. Prav nasprotno, sama obscenost začne delovati kot dodatno gorivo avtoritarnosti. To je neka paradoksen zasuk v sami funkciji avtoritete in gospodarja, ki se je zgodil, se mi zdi, res v zadnjih 20 letih. S tem je začel, se mi zdi, Berlusconi. Ne? On je bil avantgarda tega. Nekdo obsceno reče, gledajte, pa bunga. Bunga, jaz sem pohlepen, nak, imam seksualne ekscese, jemljem korupcijo, pa mislim, vse to, kar bi 40 let nazaj kogarkoli upropaslo takoj, onemogočilo sploh za kakšno javno življenje. To pomeni, se sami parametri tega, kaj je javno življenje, da so se krepko upognili, zamajali in spremenili. No in tle se potem lahko vrnemo v vlogi univerze. Če me še zanima. Sorry, to so pač ovinki, no. Mislim, se vrnemo nazaj, no. Ja, ne, bova univerzo kar pustila univerzi, da se sama sabo ukvarja, upam, da se. Ja, no, gledajte, univerza ima seveda neko ključno vlogo v tem in dobro, jaz izhajam iz določene konstelacije študentskih bojev, ko sem začel na faksu, to je bilo leto po letu 68, gimnazijc sem še bil leto 68, mi smo bili generacija 68. Takrat so nastali pač študentski revolti. Največji revolti v kapitalizmu po drugi svetovni vojni so bili študentski revolti. Zapravi revolti relativno privilegiranih, ne revolti najbolj izključenih. Pa se redko so revolti najbolj izključenih, ne? To je zelo res, ker to je dobro, neko celo drugo veliko vprašanje, zakaj je tako. No? In seveda je torišče teh revoltov je bila univerza. In zahteve po reformi univerze in zahteve potem, da univerza, da je zvesta standardom kritične vednosti. In ti standardi kritične vednosti so se dejansko v zadnjih 40-50 letih zamajali in izgubili s tem, da je univerza postala pač tovarna znanja in temu se reče, da je družba znanja. Ne? Prizadevamo si za družbo znanja. Mislim, družba znanja pomeni marketable knowledge. No? Mislim, to, kar se da uveljaviti, to, kar je uporabno, kar bomo zdaj lahko čim bolje izkoristili na tržišču. Ne? Produkt. Ja, zato mislim, da pač semantično ni take razlike, ampak sam si želim narediti razliko med znanjem in vednostjo. Vednost je tista, ki deluje neodvisno in ki od zunaj pogleda na te tržne mehanizme in jim je pripravljena nastaviti zrcalo in se postaviti proti njim. Znanje je pa tisto, ki se je pripravljeno upreči v tisto, kar zdaj tle neposredno neka ekonomija rabi in ekonomija začne potem diktirati. Mi pa rabimo take kadre, pa te posebne vednosti in potem se v imenu tega praktičnega uveljavljanja neke praktičnega znanja začne zanemarjati vednost, ki se vedno kaže kot nekaj nedirektno uporabnega. Ja, v tem je vedno problem vednosti. Ne? V tem je problem filozofije, ker kaj pa vi? Komu pa mi zdaj to porabili? Kaj boste vi na tržišču delali? Cela bolonjska reforma, če ste jo prej omenili, no, mislim, je pač nekako upisana v ta korak preč od vednosti k znanju, k temu, da se testira, naredi vse, input-output se začne računati, in piše se obrazce, administracije, piše se če dalje več obrazcev, mislim, za kakršnokoli in če dalje teže dobiti financiranje za neke stvari, ki ne morejo izkazati. Sem trenutek. Pred mesecem sem preživel COVID in še vedno imam kdaj napade kašla, se upravičujem. Ni problem. Ja. Skratka, ja, pišejo se obrazci, bova naredila eno pauzo in šla k muziki. Janis Joplin. A vas lahko vprašam, a vi vozite avto? Vozim avto. Imate avto torej? Ja. Pa ne Mercedesa? Ne Mercedesa nikakor. Mislim, vam pomeni imeti dober avto, je to kakršenkoli premislek, veš? Ne, gledajte, nimam nobenega fetišizma. Ne, imam avto, ki ne bo predrag, pa ki bo funkcioniral. No. Mislim, žal živimo v družbi, ki nima javnega prevoza in kjer si ne morem privoščiti biti brez avta. Bi si pa zelo rad. V razvitih mestih, kot je, mislim, v Zürichu imam tako polno prijateljev, ki pač nimajo avta. Nimajo avta, ker če rabijo za počitnice, si ga najamejo, za karkoli v Švici pa ne rabijo, ker je javni promet tako razpeljan in tako učinkovito deluje. Tako da se obrne ta paradoks v najbogatejši državi, pa nenadoma ne rabiš Mercedesa. Tako, ne, ravno to, ta avto se mi zdi. Ja, Berlinu tudi ljudje nimajo avtomobilov. Ja. Mislim, in tle v Sloveniji pa je dejansko tako, da se popolnoma, mislim, ena od javnih stvari, ki so se zanemarile,
Javni prevoz. Je javni prevoz. Neka mreža javnega prevoza, ki bi bilo treba res nujno o tem razmišljati in spostaviti. No. Ja, tako ima Janis Joplin, pač je medobna mal himna generacija. No. Mislim, res sem bil takrat naokoli, ko je tako mat prišel ven kot totalen šust, je ona posnela pač 4 dni pred smrtjo in ki je bil nekak največji protest proti potrošništvu, proti temu, kar je takrat veljalo za največjo bolezen ameriške družbe. Pa moče še kaj o tem rekel, pa dajmo komat. I like to do a song of great social and political import. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Janis Joplin na Valu 202 po izboru filozofa dr. Mladena Dolarja, našega nedeljskega gosta. Že kar nekaj časa sva se dogovarjala za pravzaprav ta pogovor, ampak kot sem potem prebirala v številnih intervjujih in slišala, se skoraj vsak intervju začne z vami, da je bilo dogovarjanje dolgo. Je to vaša zadržanost do samih medijev ali morda zadržanost do vaših nastopov v medijih? Ja, bom takoj prišel k temu vprašanju. Rad bi še samo par stavkov bi rad rekel o Janis Joplin. No, mislim, da je to. Komad je bil napisan najbolj goreč apel proti ameriškemu potrošništvu. In pred 20 leti sem napisal knjigo o skoposti, kjer sem postavil tezo, da je potrošništvo nova oblika skoposti, kar je teza, ki je videti paradoksna, nenavadna. Namreč ne gre za to, da bi zdaj mi trošili, pa je problem v tem, da preveč uživamo, pa smo v tem. Problem je v tem, da vse to trošenje je funkcija akumulacije kapitala. Potrošništvo je zavajajoč izraz. To ne pomeni, da nekaj trošimo, pa da gre nekaj v nič. To pomeni, da karkoli trošimo in karkoli uživamo, karkoli si privoščimo, je že vedno upisano v akumulacijo kapitala. V tem pomenu je to nasprotje tistega starega skopuha, ki je zbiral nekaj denarja v Nogovici pod poslo. Mislim, da trošimo na veliko, ampak to, da se akumulira, da se mora akumulirati, to je ostalo isto. To je podaljšanje. Potrošništvo je podaljšanje skopuštva z drugimi sredstvi, navidez nasprotnimi sredstvi, kar pomeni, da sploh ne moremo več uživati. Ko trošimo, si odrekamo pravzaprav. Pravzaprav se odrekamo točno to. Mislim, sploh ne moremo več trošiti. Kaj odlikuje naše družbe, to, da sploh ni potrošništva, da potrošništva sploh ni, nič ne sme iti v nič. To je prvo vodilo družbe. No, k temu vodi ta komad, se mi zdi. Ne samo k kritiki potrošništva, ampak kritiki tega, kaj potrošništvo dejansko pomeni. Dobro, zdaj res je, da ne maram preveč javnega nastopanja. No. Mislim, moja spontana drža je, da je pač moj medij pisana beseda in ta medij nekako verjamem, v tem mediju se izražam in verjamem, da ta medij na daljši rok najbolj deluje. Ne? Najbolj dostojen morda tudi. Ja, gledajte, filozofija se dogajala kot pisana beseda. Ne? No, začela se je že kot govorjena. Začela se je kot govorjena, mogoče prideva do tega, kaj se je zgodilo s pisavo. No? Ampak res je, da ne vidim sebe kot medijsko ličnost. No? In da se skušam temu preko ne izogibati. Televiziji je veliko bolj kot radio. No? Se mi zdi, da radio je nek bolj human, prijazen medij, bliže moji miri. No? Ja, glede na to, da se prostor javne razprave v medijih zadnja leta tako dramatično spreminja, no, kar je seveda tudi odraz družbe, mediji so odraz družbe, ne, bi vseeno želela morda, kako kot filozof vidite to vlogo medijev, koliko je še prostor javne razprave, tudi v tem nekem razsvetljenskem smislu. Kako gledate na medije, kako jih tudi spremljate? No, mogoče dve stvari. No. Prva stvar je ta, ki se je zgodila v zadnjih 15 letih in to, ki me resnično zaskrbljuje. No. Ne vem, če se dobro kaj pomeni, ne vem, če imam dobro analizo tega, ampak dejansko za nastankom družbenih medijev. Ne. Facebook je nastal 2005, YouTube je nastal 2005. Ja. Mislim, sploh se ne spomnimo več, kako nedavni so ti fenomeni, ki so popolnoma spremenili način občevanja in način komuniciranja, distribucije informacij. Ne? Zelo nedavni fenomeni so spremenili samo platformo, na kateri se stvari dogajajo. In
Zgodilo se je to, da je v vsega 15 letih, da se je tolikšen del javnega diskurza, političnega diskurza, preselil na medije, na platforme, ki so privatni lasti in na platforme, ki delujejo na netransparentnih algoritmih. Ti algoritmi niso javno dostopni, niso pod kontrolo. In služijo, na veliko služijo torej nadzorovanju. Ne vem, berite Šošano Zubovno, ki se mi zdi res tako ekstremno zaskrbljujoča in zelo dobro raziskana knjiga The Age of Surveillance Capitalism. Pač živimo v dobi nadzorovalnega kapitalizma, nikoli v zgodovini niso bile mehanizmi nadzora tako močni. Nikoli v zgodovini in vsi gremo prostovoljno tja. Ne. V drugi polovici 20. stoletja nas je skrbela televizija, pa kako bo televizija zdaj mediatizirala v svet, pa da samo tisto, kar se zgodi na televiziji, je res. Pa da smo mi odblesk prave realnosti, samo še senca odmev tega prave realnosti, ki je v televiziji. Ne. Mislim, ki je uspela kreirati nek svoj svet. Ampak zdaj se je problem popolnoma premestil. Ne. In s tem, da smo vsi pač na teh socialnih medijih, mislim, jaz dobro, nisem na Facebooku, nisem na nobenem, no pač ne. Žal pa je tako, da ni mogoče ne biti, ne. Ker pomeni tudi, če nisem, že slišim vse, kar se je zgodilo tam, so pač drugi, no, mislim, to pač je tisti baz od zadnjo brnenje družbe, ki se mu pač ne moreš izogniti, ne. Kar se je zgodilo s tem prehodom, je, da so padle neke ločnice, ki so bile prej vendarle postavljene bolj jasno. Prvič ločnica med javnim in privatnim. Kaj je Facebook, a je to javno, je to privatno? Mislim, kakšno komuniciranje je to? Ne? Kaj je to Twitter? Mislim, in s tem, da smo imeli to Twitter presidency, ne? Mislim, da je nek predsednik kot Trump postavil Twitter za način komuniciranja, to je res katastrofalno za upad, recimo, neke standardov javne besede. Spravi, med javnim in privatnim pade razlika. Med spodobnim in nespodobnim, med preverjenim in nepreverjenim, med relevantnim in nerelevantnim, med vednostjo in mnenjem. Ne? Vednost se širi na enak način kot neka poljubna mnenja, teorije zarote, ne vem kaj. Ne? In razlika med akterjem in gledalcem. Vsi smo na internetu, vsi smo akterji, vsi smo gledalci. Televizija ima to lastnost, eni so na televiziji, ogromna večina jih pa gleda. Ne? Zdaj pa ne moramo reči, jaz sem na internetu, nisem, vsi smo na internetu, vsi gledamo in vsi konzumiramo in vsi agiramo, no? Vsi delujemo, vsi participiramo. Ne? Spravi, vse te ločnice so se dejansko zabrisale, zgubile so se. Ampak tukaj se je izgubila ravno ta novinarska vloga, hočem reči, neka tudi kuratorska vloga, ne? Kako bi rekla, zdaj nam algoritmi kurirajo program, ne vem, na Netflixu, kjerkoli pač gledamo filme. Je pa neka odločilna razlika, če to počne na televiziji nekdo, ki izbere ta film. Tako kot je razlika, da nekdo po radiju izbere glasbo, ne da jo izbira algoritem. In kot je razlika, če se pogovor vodi, če ga vodi novinar, ali če se dogaja kar nekako... Ne, zelo se strinjam. Ne. Mislim, ta funkcija vednosti je tudi funkcija tega, ker se pač psihoanalizi imenuje veliki drugi. Obstaja veliki drugi. Obstaja nek veliki drugi, pred katerim moramo polagati račune in ki je lahko nastopil kot neka vrsta garanta vednosti. Ne. In v bistvu v vseh teh novih medijih se sama ta funkcija, ne, pa ni treba uporabljati psihoanalitskih terminov, mislim, ne, to je pač stara funkcija javnosti, ne? Od Kanta naprej, ne? Javne rabe uma. Kant pač v nekem znamenitem razsvetljenskem tekstu, ki ima naslov Kaj je razsvetljenstvo? Zelo aktualnem tekstu, ne? Govori o tem, da je javna raba uma je tisti veliki drugi, od katerega je odvisen uspeh razsvetljenstva. In ena najbolj simptomatičnih stvari v vseh teh avtoritarnih režimih je vedno razgradnja javnih medijev. To, česar se najbolj bojijo, so neodvisni javni mediji. Poglejte Madžarsko, poglejte Putina in poglejte, kaj je prejšnja vlada skušala tukaj narediti z mediji. Pa še vedno, upamo, da nedolgo. Mislim pač razgraditi natančno te neodvisnost javne instance, ki reprezentira velikega drugega. Pa daleč od tega, da bi bilo vse krasno. Da bi bilo niti najmanj ni vse krasno. Imam svoje globoke pomisleke v medijih, tudi do vaše hiše in tako naprej. Ne bi zdaj tega novinarstva takega, kot se dogaja pri nas, koval zvezde, marsikaj bi se dalo reči, ampak sama funkcija nekega neodvisnega kritičnega medija je tisto, kar poskušajo vsi avtoritarni režimi najprej. Tisto, če se bojijo veliki drugi. Greva k vaši zadnji knjigi. Odkot prihaja oblast, je njen naslov.
in se na nek način dotika vseh tem, o katerih smo že spregovorila, predvsem skozi analizo avtoritete kot pojma, narave, oblasti. Zdaj, ne morem si pomagati, ne, če je na naslovu vprašanje, me zelo mika ga zastaviti. Profesor dr. Mladen Dolar, odkot prihaja oblast? Ja, ne, se bojim, da bo treba knjigo kupiti. Se bojim, da ni nobena, knjiga ne ponuja nobenega, mislim, naslov je pač provokacija, no? In knjiga ne ponuja nobenega enoznačnega odgovora, ponuja pa, ne vem, 3, 4, 5 različnih vstopov, historičnih in vsakršnih vstopov, pristopov k temu vprašanju. Ne? Nima niti najmanj ambicije biti vseobsežno, no? V takem vprašanju tudi je nemogoče biti vseobsežni in obširni, vedno izberemo niti, ne? Določene niti, ki jih potegnemo, določene poti, po katerih gremo in potem se stvari začnejo razgrinjati, če se. Ja, pa se mislim, da sva o, kako bi rekla, razpršenosti oblasti nekaj tudi že rekla. Zelo lepo pa se bere zadnji del knjige, ki pravzaprav stoji sam zase in je v bistvu zelo aktualen. Namreč gre za zanimivo filozofsko obravnavo govoric, za poskus spraviti ta fenomen na raven filozofskega pojma. Govorice so na nek način zelo neoseben fenomen, kolikor nimajo nekega avtorja, ne. Obenem pa smo danes vkopani na množico mnenj, ki tudi pravzaprav temeljijo na govoricah. Želela bi pravzaprav spregovoriti o tej prevladi mnenj, ne samo, da ljudje danes rečejo, to je moje mnenje in je tukaj neka vkopanost, še korak dlje, ne, zdaj smo že pri tem, to je moja resnica. In vsak ima svojo resnico, se pravi resnica, ki je še vseeno nekaj občega, mora biti, če naj deluje, no. Ne, filozofija se je začela pač z razliko med vednostjo in mnenjem. In če gremo nazaj figuri Sokrata in tudi ta tekst o govoricah začne s figuro Sokrata, to, kar je storil Sokrat, je, da je pač na agori, na cesti, no, spraševal ljudi po njihovih stališčih, mnenjih in tako naprej in jim za nekaj vprašanji sesul njihovega mnenja. Ravno to je moja resnica, to je moje mnenje, pokazal, kako so ta mnenja na zelo trhlih nogah in da pravzaprav tisto, če se moramo prideti, je vednost, episteme. Ne? In vednost ima to lastnost, da je neodvisna od osebnega mnenja, da ima status univerzalnosti in da je intersubjektivno zavezujoča. Deluje kot nekaj, kar je zavezujoče za vse. Da mora biti postavljene neke druge temelje kot to, tukaj sem jaz, pa to je moje, tako čutim. Ne? To ni nikoli dovolj. Ne? Mislim, sama filozofija se je začela za pojem univerzalnega. Izstopa iz svojega mnenja v univerzalnost. In Sokrata sem seveda vzel za neko izhodično figuro tega razmisleka o govoricah, ravno zato, ker so Sokrata pokončale govorice. Sokrat se mora nazadnje zagovarjati pred atenskim sodiščem, ne zaradi svoje vednosti, tam bi bil kos komorkoli, ampak ker so se proti njemu začele širiti anonimne govorice in so širile mnogo let, ki so jih ljudje vzeli za nekakšno objektivno resnico, ne, že mora biti nekaj res. Kvari mladino, božanstva skuša detronizirati in tako naprej, ne, mislim, ne pada religijo. Mislim, kar nekaj stvari se je začelo pač širiti, ki so pripeljali dejansko do obtožnice in tam na začetku svoje apologije pred atenskim sodiščem, leta 399 pred našim štetjem. Sokrat reče, tukaj so nasprotniki, proti katerim se ne morem boriti, ker so nevidni, to so govorice. Ampak Sokrat je bil obsojen in usmrčen zaradi govoric. Spravi, ali je logos dovolj močan, da se lahko bori proti govoricam? Spravi, to vprašanje, s katerim se filozofija začela, s katerim se je naša kultura začela. In to vprašanje se lahko neposredno preslika v to, kar smo prej govorili. Se pravi, da imamo zdaj družbene medije, ki temeljijo na nekem vsesplošnem širjenju govoric. Ker so govorice, so tisti odzadnji fon, tisti, kar daje ton vsemu, so neke govorice. Se pravi, vprašanje je toliko staro, kot je stara demokracija, kot je stara grška demokracija, kot je stara naša kultura, kot je stara filozofija. Tako daleč nazaj se je postavljala. In zdaj, če govorimo o nekih katastrofičnih časih, mene popade, da je res malo tesnoba in groza pri temi novimi mediji, načinom, kakšno učinkovitost imajo in kako zelo so zasenčili recimo neke parametre vednosti, znanosti in tako naprej. Potem se moramo vprašati, kdaj se je to začelo, kje se je to začelo, kako.
In pred kratkim sem videl ta film, francoski Zgubljene iluzije, ne vem, če ste videli. No, lanskoletni film je bil francoski kandidat za Oskarja, narejen za veliko denarja, po Balzakovem romanu. Balzakov roman Zgubljene iluzije. Pariz leto 1830, ne? In kaj se zgodi, pač pride Lucien de Rubempré, teh Balzakovih junakov, pride v Pariz in naredi svojo veliko kariero kot žurnalist. Pridruži se tedaj nastalemu množičnemu tisku, ki je v osnovi tisto, kar mu daje ton, je pač rumeni tisk, govorice, škandali, obrekovalne kampanje, zmišljanje, fake news v ogromnih količinah. Ne. Spravi, če mislite, da smo zdaj začeli z tem postfaktičnim, postresničnostnim svetom, ne, potem se poglejmo, recimo, kaj se je začelo, ko se je tisk začel širiti kot masovni medij. In to je bilo prvič, ker v 19. stoletju prvič prišlo do splošne pismenosti in prvič prišlo do tehnoloških zmožnosti, da se tisk v enormne količine takoj začne širiti in distribuirati. Da postane, kot je rekel Hegel, branje časopisa jutranja molitev, zamenja jutranje molitev. In hočem reči, film je na nek način ravno zato zanimiv, no, ker poskusi govori z Balzakovim jezikom, ne, nekako je historično točen, ampak govori natančno o problemu, o katerem se, o tej nemoči, da se recimo tej poplavi fake news, tej postfaktičnemu svetu, da se temu svetu govoric, da se mu postavimo po robu. Skratka, če se vprašamo, kdaj se je začel propad Logosa, potem bi rekel, da propad Logosa je toliko star kot Logos sam. Smo obsojeni na nek problem, ki je prastar problem. Ki se nam lahko zdi zdaj dramatično strašno drugačen, dramatično je drugačen, ker pač še nikoli v zgodovini ni bilo toliko komunikacije. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko informacij, takšne dostopnosti informacij. Nikoli. In nikoli ni bila komunikacija tako globalna in tako masovna, kot je zdaj. In zato ta problem globalen in masovn. Na ta način vendarle nikoli ni bil. Tisto, kar me resnično skrbi, je to, da več kot informacij, manj vednosti. Več, ko je komunikacija, bolj preti, da svet razpada. Da ni več povezan. Več, ko je komunikacij, bolj nastaja neki razdori, ni več skupnega sveta, postanejo mehurčki. In vse te desne opcije kar naprej delujejo na hujskanju in na razdoru. Od to dobijo svoj političen. To ni naključno. Mislim, od Trumpa do Janša, do Orbana, do Putina. No, to je tip, kako kanalizirati gnev. Evo, tle je desnica postala boljša. Ta desni populizem je bistveno boljši od levice, ki pa vedno deluje na tem, da bi delovala na temelju solidarnosti. Dajmo mi vsi skupaj. Samo, če bomo skupaj, bomo lahko. Se to politika naj bi bila, ne? Upravljanje skupnim, ne? Seveda. Dve vprašanje se mi porajata, pa ne vem, katero bi pravzaprav zagrabila. Eno je to, ko govorite, kako se propad Logosa, no? Kaj pa potem ta razsvetljenska stava, ne? Da bo prevladal, da ko enkrat, mislim, a se na to sploh še stavi, ali je to... Ne, gledajte, absolutno ni druge. Ni druge. In tudi zato sem filozof, zato pišem knjige z neko stavo, upanjem, vero, da pač bo na dolgi rok, da pač te knjige vendarle lahko delujejo. In če sem izrazil vso to skepso do teh socialnih medijev, ne, moram tudi reči, da imam tako stalne diskusije s svojim sinom, ne, ki reče, ti si konzervativec, ki misliš, da je to ena strašna stvar, ki bi morala zginiti in bo šla preč. To ne bo šlo preč. Sprijazni se s tem, to ne bo šlo preč. In pravi, fight it out. Izboriti se treba znotraj tega. Ne zdaj reči, tukaj je prišla neka grozna pošast, pa kje so zdaj mediji. Neko objokovanje, nostalgično po zlati dobi. Kje je pa zdaj razsvetljenstvo, pa kje je pa tista vednost, ko smo imeli leta 68. Mislim, to je konzervativna drža sama na sebi. Ne? In zato verjamem, da je treba pač najti načine javne kontrole teh socialnih omrežij. Tle bi morali države stopiti skupaj in spostaviti jasne mehanizme kontrole teh algoritmov. Res pa je morda, da je naša pozicija, ne nas in vas seveda, ki niste bili rojeni v te medije, mogoče drugačna kot tisti, ki so domorodci v tem. Ne? To je res, jaz nisem domorodec, jaz tega ne uporabljam in sem pač, mislim, še naprej držati pač tiskane besede. Napisati še kaj knjig, no. Če bo. Ko ste omenjali politiko,
In da ste vi filozof, filozofija vemo, da na nek način, čeprav se ji pripisuje neka ta politična moč, je nima, ne? V tem je moč filozofije, da nima politične moči. Ste pa na zadnjih volitvah podprli levico. Ja, to, da sem filozof, ne pomeni, da živim v nekem oddeljenem svetu. Prvo nasprotno, filozofija je vedno stala sredi tega sveta. In ne pomeni, da si ne maram mazati rok z političnimi dejavnostmi. Mislim, konec koncev sem že govoril o tem, da sem pač del te generacije leta 68. Moji protesti na ulicah so se začeli takrat. Na pariških ulicah in na ljubljanskih ulicah leta 71 proti takratni oblasti, ki notabene nikoli ni na nas šla z vodnimi topovi po solzivcem. Nikoli se to v socializmu ni zgodilo. Pa sem se udeležil vseh možnih protestov proti socialistični oblasti. In seveda, ja, podprl sem stranko Levice, ja, na teh imam neka upanja, da je to konec koncev stranka, ki vzbuja upanja, po drugi strani me pa vedno navdaja z žalostjo. Da je to pravzaprav stranka, ki ima socialdemokratski program iz 70 let, ki bi v 70 letih zvednel iz tistega političnega konteksta, v katerega sem bil rojen, v katerem sem se formiral, v katerem sem deloval zelo dolgo časa, je to neka sredinska stranka. Tisto, kar mi zbuja veliko žalosti, je, da se moramo zavedati, kako zelo v desno je šel kompleten politični prostor z nastopom neoliberalizma. Kako zelo smo bili poraženi. Kako neke stvari, ki so bile normalne. Ta zastopanje javnega zdravstva, javnega šolstva, parametrov vednosti, kritične javnosti, javnih medijev, javnega transporta, skrbi za okolje. Ne vem, neke zelo minimalni standardi, ki bi morali veljati za od naprej gradimo politiko, pa zdaj nastopi kot češ neka ekstremistična levica nam streže po življenju. Ne? In to bi rekel ob zadnjih volitvah. No? Mislim, da Robert Golob mi pač vzbuja skepso. Mislim, skepso mi vzbuja že čisto po formalni plati. Ne? Ker če pogledate zadnje 4 volitve, ki smo jih imeli, ne, v Sloveniji, tisti instinkt, ki vodi slovenske volivce, je instinkt ne izbrati politikov, ampak izbrati nekoga transpolitičnega, onkraj politike, nekoga, ki je nezaznamovan s politiko, ki je onkraj, ne? In tako smo zbrali Cerarja, smo zbrali Šarca, pa še predtem Jankoviča, zdaj Goloba, ali pa nekoga, ki je menedžer, ki ne bo se šel politika umazana, ampak bo zdaj transpolitično menedžeri bodo znali stvarem sreč, kot tako Jankovič pa Golob. Ne? Mislim, ta instinkt, ki vodi slovenske volivce, se mi zdi zelo slab, ker instinkt temelji na tem, da je politika umazana reč, politika je kurba, zato moramo nekoga nepolitičnega izvoliti, za katerega se potem hitro izkaže, da pač za vsakim Cerarjem tiči kakšen počevalšek. Ne? Mislim, ta transpolitičen refleks, ki stoji za tem, se mi zdi zelo slab, ker tisto, kar rabimo, ni nekaj onkraj politike, rabimo politiko. Rabimo več politike, rabimo pogumno in resno politiko, ne pa to, da bomo zdaj iskali neke čiste figure, ki se pa niso še zamazali s politiko, pa potem v prvi priliki seveda ugotovimo, da so bili tako. Ob tem, da ta moja skepsa, no, do same figure Roberta Goloba, do tega tipa razmišljanja, ki ga je pripeljalo na plan, ne, ta skepsa zdaj vseeno, če pogledamo konkretno med temi, ki smo jih našteli, se Golob zdaj nad mojim pričakovanjem dobro drži. Ker nekaj pravih stvari je dal na agendo, kaj bo iz tega ratalo, bomo videli. Se pravi, če se bo držal tega, ker je poti, ki jo doslej nakazal, potem bo dejansko malo postavil na laž to vero v to, da kako rabimo nekega transpolitika, ki nas bo reševal iz naše politične umazanije. Ne? In mogoče bo pa postal, hvala Bogu, politik. No? Mislim, ker politika je tudi obrt, ne? To je tisto. To so neke veščine, tako kot ne vem pri novinarstvu velikokrat rečemo. Politika so veščine, politika je pogum za vzemanje nekih stališč, ne sledenje popularnosti. Tle imamo predsednika države, ki je mojster pač Instagrama, mojster pač rejtingov, no, ustrezen rejtingov, ampak nekoga, ki pove tudi stvari, ki so težavne in nepopularne. In če se bomo hoteli soočiti z zeleno prenovo, bomo morali sprejemati ukrepe, ki so zelo nepopularni. Ker tisto, kar nas bo vendarle lahko reševalo v tej stvari, je zmanjšanje porabe. Ne to, da bomo zdaj našli magično neke druge vire, ki ne bi osnaževali, ampak resnično zmanjšanje porabe. Zelena prenova bo draga in boleča.
ampak absolutno nujna za preživetje. Ja, in to na ravni posameznika in družbe. Posameznika in družbe. In še kar nekaj tovrstnih stvari je, kjer se je treba lotiti bolečih ukrepov, takšni, ki ne bodo popularni, za katere je potreben politik, ki ima pogum, da stoji za tem in ki reče, dajmo vsi skupaj, to je edina stvar, ki nas na dolgi rok lahko rešuje. Jaz bi si zelo želel, da bi Robert Golob imel kaj tega v sebi, držimo pesti, za zdaj še vedno za nekoliko skepso, zdi se mi, ne vem, zakaj se mi zdi, da bo treba kmalu spet kolesariti. A kolesarite? Jaz sem se udeleževal vseh kolesarskih protestov, ampak kot pehota, peš. Potrebne so pehotne enote. Filozof, profesor dr. Mladen Dolar, naš nedeljski gost na Valu 202. Z vami pogovor res hitro mine. Sicer ne vem, sva omenila ali sva sploh že omenila, da ste eden od 3 članov Slavojem Žižkom, Alenko Zupančič, ljubljanske šole teoretske psihoanalize. Ta povezanost med vami, bi si pravzaprav želela biti muha v prostoru, kjer imate vi večerjo. Bi bil to dober film? Težko odgovorim na to vprašanje. Mislim, gotovo je to prijateljstvo, ki nas je zelo, zelo opredelilo, prijateljstvo, ki je osebno in na eni strani, ampak ki je bilo več čas posredovano skozi teorijo, skozi delo na konceptih, in to moje prijateljstvo s Slavojem sega v jesen 1970. To zdaj bo, 52 let? 52 let, moje najstarejše, tako rekoč. In ta vez je zelo močna. Mislim, vse te stvari smo vedno nekako predelovali, prediskutirali med seboj in mislim, da je neka velika sreča. Jaz sem imel v življenju, da sem imel take sodelavce. Takrat v 70 letih, v 80 izgledalo popolnoma neverjetno, bili smo pač neka majhna skupina proti takrat prevladujočemu res zapiranju duha v času socializma. Nihče si ne bi mogel niti v sanjah predstavljati, da bomo postali neke svetovne zvezde. Da bomo ostali na nekih podijih največjih ameriških univerz in pred množicami ljudi. In to je nek stranski učinek, tudi to mi je neprijetno. Tako mi je neprijetno hoditi v javne medije, mi je neprijetno, če se znajdem pod žarometi tovrstnimi. Mislim, da se filozofija, mislim, da je to nek nusprodukt, nek stranski proizvod, ampak da filozofija se dogaja skozi knjige nazadnje. Je samotno delo, ki se dogaja skozi knjige, ampak če to samotno delo ni povezano, solidarno povezano z drugimi, ki so na neki isti, ki jih mučijo isti problemi, potem ni nič. Filozofija je obenem zelo samotno, ampak vedno kolektivno početje. Ja. To, kar me veseli, je tudi, da zdaj obstaja že cela naslednja generacija, ki krepko jemlje stvari v svoje roke, ki tudi že objavlja knjige posod po tujini, ki vabijo na vse konce. Res veliko jih je, ja? Veliko jih je, mislim, ta stvar se vendarle širi. Ja. Zanimalo me je predvsem, katero besedo boste počrtali in začeli ste s prijateljstvom. To se mi zdi pomembno v današnjih časih izpostaviti morda. Temu dodam samo, da Jacques Derrida je nekoč napisal knjigo Politique de l'amitié, politika prijateljstva, kjer je skušal spostaviti prijateljstvo kot politično kategorijo, ne samo kot zasebno. In prijateljstvo je na tej meji, ne, med zasebnim in javnim. Vedno je na tej meji nekje, ne? Prijateljstvo je tranzitivno tudi, ne? Mislim, Morda samo še to, seveda nas vse določa lastna biografija, v kateri so tudi imena naših prednikov. Vam je bilo to humanistično ozadje nekako položeno v zibko, ne? Vaš ded je doktoriral iz klasične filologije, oče Jaro Dolar je bil slovenist, pisatelj, literarni kritik, dolgoletni direktor NUK-a. Obenem pa sem samo pomislila ob vseh teh imenih očetov, kaj pa vloga žensk? Tudi, najprej bi sem rekel še vendarle kakšno besedo o mojem dedu, no, ki seveda sem bil zelo privilegiran, da sem se razrodil v humanistično družino in začel za neko čisto drugačno startno osnovo kot drugi, no, ampak tisti, ki je naredil ta korak iz kmetstva na vrh intelektualnih nekih preboj. Ta preboj je bil moj ded, ne, ki je bil kmečki sin in ki je z svojo lastno pametjo prišel do doktorata na Dunaju, bil profesor klasične filologije in k temu dodajam, da je bil majstroborec. Bil je eden od 4 kapitanov, na katero se generalmajster takrat
na naslonu, da so zasedli Maribor. Tudi to mi je genetsko v krvi, zato me vedno zavre malo krič, ko se govori o domoljubju. Mislim, takšne domoljubje, ker se skuša domoljubju z gorjačo, ker se skuša druge po glavi toč, predvsem. In moj ded je bil prijatelj s Cankarjem. Ne? Mislim, da na Dunaju ste se spoznali, obstoji njena korespondenca, ki je zelo zabavna in tako naprej. Moj ded je bil edini, ki je napisal pozitivno kritiko hlapcev. Recimo leta 1910, vsa katoliška srednja je pričakala pač na nož in za časa Cankarjeve življenja sploh niso bili uprizorjeni hlapci. Ne? Tako. To je ta zgodovina. Imam pa drugo zgodovino, če ste omenili vlogo žensk, zgodovino moje matere, ki je bila Istranka, ne? Ki je morala njena družina, in zdaj bo stoletnica Mussolinijevega prevzema oblasti. Ne? Skratka, družina, njena oče, mati in 2 otroka so morali bežati na vrat na nos pred dobesedno etničnim čiščenjem. Moj nono je moral pod prisilo prodati svoj dućan, moj nono, ki je bil ponosen na svoje hrvatstvo, ga ni bil pripravljen kar tako. In tako kot mnogo Primorcev, Istranov in Primorcev so pač pristali v Sloveniji. V Mariboru, ne. Tam sem narasel v 2 svetovih. En je bil štajerski svet, pač mojega očeta, deda, tudi intelektualni svet, in na drugi strani svet Primorcev, primorskih pregnancev. Iz slovenske Primorske in iz Istre. Nenehno so hodile k moji noni čokolad iz Stranke. Ne. Primorski in štajerski svet, ki sta zelo, zelo različna, ampak ki sta vendarle imela neko, ki sta kdaj prihajali tudi v kleše konc koncev. Ravno, ki o tem mislim, da zgodovinarka Mateja Rat je tudi dosti pisala. Mateja Rat je zdaj o tem pisala zelo poglobljeno in natančno. V času moje mladosti ni bilo tega. Mislim, bilo pač neko sodelovanje enega in drugega sveta. To je bilo že toliko let kasneje. In na vsak način sem produkt obeh teh svetov. In moja mati, konc koncev, iz tega, da je bila begunka, pač migrantka, ubežnica pred fašizmom. Pa še ženska, ne? Pa ženska je konec koncev vendarle prišla do svoje izobrazbe, končala 1. stopnjo, nazadnje se zapustila v Narodni banki. Na koncu, tik pred upokojitvijo, je bila šefica devizne službe Narodne banke Jugoslavije v Ljubljani. Mislim, prišla je iz nekih bolj skromnih okoliščin, pa skozi migrantstvo, vendarle z svojim lastnim delom in izobrazbo, prišla do neke dovolj visoke pozicije in dočakala 95 let. Ne. Bila priča vsem katastrofam 20. stoletja, 1. svetovni vojni, 2. svetovni vojni, begu v Zagreb, ustaškim zaporom, mislim, vsemu temu. In kot pričevalka stoletja je imela neko zelo dolgo in konec koncev izpolnjeno življenje. Ja, če ste to vprašali, to je vsekakor drugi del odgovora. Ja. Nič, še bi se lahko pogovarjala o umetnosti, pravzaprav o knjigah, ampak bova tukaj naredila piko, ne? Profesor dr. Mladen Dolar, hvala vam za ta res prijeten pogovor, za vaša lucidna razmišljanja in vse dobro vam želim. Ja, vam najlepša hvala. Za res fajn pogovor je bil. Hvala za to vprašanje, za te izzive, hvala za vabilo.